Gospod Prebilič, vi ste bili povabljeni na kosilo k predsedniku vlade. Kaj po vašem mnenju sporoča predsednik vlade s tem, ko ne odstopa oziroma bi moral držati svojo besedo in odstopiti, kljub temu, da so do volitev samo še 2 meseca? Naj najprej uvodoma povem, da smo bili, po mojem bodo kolegi potrdili, malo negativno presenečeni, da se je zgodilo kosilo ravno na ta dan, ko smo potem popoldne izvedeli tudi za to odločbo. Mislim, da to ni bilo najbolj odkrito in fair do vseh nas in tukaj imam že prvi zadržek. Drugi zadržek je, in sem ga tudi javno povedal, veste, integriteta je osnova za to, da ljudje nekomu zaupajo. Če mu ne zaupajo, je zelo težko voditi. In jaz mislim, da je zato tako zelo pomembna ta vsebina in ni tako nedolžna, kot jo nekateri želijo predstaviti. In najpomembnejša stvar v tej zgodbi, kar me tudi preseneča in čudi, je, da seveda nekako politika hoče komentirati določene stvari, ki so seveda stvar strokovnih organov in neodvisnih institucij. Jaz mislim, če ne bomo zavzeli drže, tudi v politiki, da je potrebno stvari upoštevati tedaj, ko so izrečene, in podpirati neodvisne institucije, potem je pravni red Republike Slovenije na preizkušnji in enakost pred zakonom prav tako. Ampak moje vprašanje se je glasilo tudi, ali menite, da bi moral premier Robert Golob držati svojo predvolilno obljubo in odstopiti? No, jaz sem tudi to že komentiral, torej jaz mislim, da dana beseda velja, torej te stvari se drži, to bi jaz naredil. Kako bo seveda naredil gospod premier, je njegova stvar, prepuščam njegovi presoji. Ali potem drži tudi vaša beseda, da v primeru, da bi bil predsednik vlade, ko ste dejali, še obremenjen s poročilom protikorupcijske komisije, ne vidite možnosti sodelovanja s Svobodo po volitvah, če bo on predsednik, to tudi še drži? No, jaz sem tudi tukaj zelo jasen, namreč počakati moramo najprej volitve, da vidimo, kdo bo v državnem zboru. Je pa res, da če in vkolikor katerikoli oseba bo imenovana za ali pa predlagana za mandatarja te vlade, se bo srečal s to obremenitvijo, o kateri danes govorimo, mojega glasu definitivno ne bo dobil. Kaj pa vašega, gospod Kordiš? Kaj vi mislite, bi moral predsednik vlade držati svojo besedo in odstopiti, ali menite, da je to pretirana zahteva 2 meseca pred volitvami? Kaj je definicija integritete? Rečeno zelo preprosto, si ali nisi mož beseda. A narediš to, kar rečeš, da boš naredil, in če tega ne izvršiš, a so ljudje kaj prikrajšani, a so na slabšem zato, ker si svojo besedo snedel. In tu mislim, da je integriteta 3 sredinskih strank koalicije, s tem vlade, ki jo zastopa Robert Golob, padla v trenutku, ko je vlada zavila na iste tračnice kot predhodna vlada Janeza Janše in začela v rekordnem obsegu kupovati orožje za NATO pakt in ga pošiljati v Ukrajino. In je to naredila na škodo potrebe državljank in državljanov v domovini. S piko na i, da nas je podpisala pod 4 milijarde evrov na leto izdatkov za interese NATO pakta. In iz tega razloga smo se tudi mi socialisti udeležili kosila z predsednikom vlade in 3 strankami politične sredine, da jim pravzaprav še pred volitvami ponudimo možnost, da si to integriteto povrnejo, da držijo svojo besedo in ukinejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dvignejo delavske plače in odpovedo orožarske nabave. In pri tem mi socialisti vztrajamo. In pri tem vas, če vas prav razumem, potem vas ne bi to motilo, da bi šli v koalicijo z Robertom Golobom, če bi se temu odpovedal, kljub temu, da bi odločitev KPK, da je kršil integriteto, v tistem trenutku še obstajala. 2 meseca pred volitvami si lahko predstavljate, da je rešljivo zelo malo od tistega, kar je bilo v drugi polovici mandata zavoženo. Ampak te 3 konkretne točke, ki sem jih navedel, tukaj si pa lahko 3 sredinske stranke koalicije povrnejo vsaj eno troho integritete, kolikor si jo pač lahko. A bi mogel predsednik vlade Robert Golob odstopiti ali ne? Če bi bili v sredini mandata, bi rekel absolutno ja. 2 meseca pred volitvami se mi zdi pa to čist brez veze. Se strinjate 2 meseca pred volitvami brez veze, da odstopa? No, gledajte, to takšna dejanja povejo o odnosu človeka do funkcije in do institucije, katero zastopa. Robert Golob, ne govorimo o sebi, govorimo o predsedniku vlade in v normalnih evropskih državah je navada, da se odstopa že, ko se odpre utemeljen sum. Pri nas je navada, da se oklepajo svojih funkcij, da vztrajajo na njih v nedogled in na nek način bi tukaj res izpostavil, da gre zdaj za zelo nevarno relativiziranje odločitve KPK. Kaj so naredili? Torej, prikazujejo samo te 2 sporočili, kot da ne bi šlo za nek SMS, torej navadno navodilo, ampak kot je pravnik prej izpostavil, gre se za grožnjo. Torej,
Šlo je za pritisk predsednika vlade na ministrico, naj nekoga v policiji ali odpusti ali prezaposli. Torej, to je zloraba oblasti za osebne namene in tega javni funkcionar si ne sme privoščiti. Povejte mi, gospod Macerl, Levica, s katero greste vi skupaj na volitve, ne, je del te koalicije in kot je dejal danes predsednik vlade Robert Golob, ne razume njegove utemeljitve, niti ne zahtevajo njegovega odstopa, ne pravijo, da naj se počaka do konca sodnega postopka. Je to tudi vaše mnenje, da se počaka do konca sodnega postopka in da predsedniku vlade ni treba izpolniti predvolilne obljube? Poglejte, v zadnjih 48 urah je bilo izrečeno veliko težkih pa rekel, zelo obremenjujočih besed. To lahko dodam sam, da sodišča odločajo o osumljencih za kazniva dejanja. O dejanjih politikov, ki niso kazniva ali pa koruptivna, lahko mi razpravljamo, lahko tudi mediji razpravljajo. Prav je, da jih prikažemo, ampak sodijo v tem pa 2 meseca pred volitvami. Po moje bo sodba v imenu ljudstva padla na čas volitev. In volitve bojo pokazale in takrat bojo ljudje povedali, ali mislijo, da je zadeva prenapihnjena ali pa ima tukšno težo, da bo na volitvah zadeva kaznovana. In ne bi se mogel bolj strinjati z izrečenimi besedami o integriteti in o kredibilnosti politika, ki so jih tukaj pred menoj izgovorili. Absolutno. Integriteta in kredibilnost politika je tisto največ in edino, kar pravzaprav politik ima. Je pa pomembno, kdo te besede izreka. In največkrat se ravno tisti, ki so jih najbolj polna usta teh besed, ob prvi priliki obrnejo, pozabijo na obljube, pozabijo tudi na podpisane pogodbe, ki jih lahko pokažem. Recimo, kaj to? To je recimo pogodba o sodelovanju evropskega poslanca in Vesne v času do konca njegovega mandata. Tako da jaz mislim, da predvsem, kaj bojo mogli volilci pogledati, bojo mogli pogledati, kdo te besede izreka. Ker eno je govoriti, drugo je pa to živeti. In mi v Vesni že desetletja dokazujemo, da kredibilno živimo, ne govorimo. Gospod Prebilič, potem gospod Logar. Moram povedati, da sem kar malo razočaran nad izvajanjem gospoda Macerla. Verjetno se vsi spomnimo volitev 2 leti nazaj, kjer smo skupaj kandidirali. Gospod Macerl, oba veva, jaz nisem bil nikoli član stranke Vesna, drži? Seveda drži. Drži. Gremo naprej. Ko smo šli na volitve, smo kandidirali kot koalicija. Torej, moje ime, sem počasi. Na plakatih je bilo jasno zapisano Vladimir Prebilič in Vesna. Drži ali ne drži? Nismo bili koalicija. Bili ste na plakatih napisano? Bili ste na listi Vesne. Ja, ampak kako smo kandidirali? In ste evropski poslanec Vesne. Drži. Niste bili pa član. In tukaj je podpis z vsem, kar ste podpisali, kako bomo sodelovali in delali naslednjih tukaj in tukaj let. Torej, ko smo imeli volilni rezultat, je Vesna dosegla 74.000 glasov. Jaz sem jih dosegel 54.000 preferenčnih. To je 74% vseh glasov, ki jih je zbrala Vesna. Drži? Drži. Ne, nisem rekel drži. A ne? Ne. Številke ne držijo. Ne, držijo številke. Samo napovejte, kako ste prišli do tega. Kako pa? Cela kampanja je bila... pomembno za ni bilo. Ni razčistimo minuto, zato gremo naprej. Ne, ker gre za to... Pogovarjamo se o kredibilnosti. Tako je. Cela kampanja je bila voli Vesno. Kar pomeni, kdorkoli je dal Vesni glas, je dal prvemu na listu preferenčni glas. Nihče od tistih na listi ni delal kampanje zase, vsi so delali kampanjo za enega človeka. In danes govoriti o preferenčnih glasovih, ki ste jih dobili vi, pa smo se vsi borili za njih, je malo tako okrog kredibilnosti. In zdaj pridemo do bistva. Komu pa je poslanec odgovoren? Stranki ali volivkam in volivcem? Glejte, lahko dobim odgovor. Lahko dobite. Prosim. Danes delati novo stranko s plačo evropskega poslanca, druge stranke
je kredibilnost mal na steroidih. Okay. Dobro. Dobro, Še replika, da pa gremo zaključim, torej jaz danes sedim v stranki oziroma poslanski skupini Zelenih v Evropskem parlamentu, zagovarjam interese državljank in državljanov, ki so me tja izvolili in v doslednosti izvajam vse tiste programe, o katerih se pogovarjamo v parlamentu in so dobrobit ljudi, ki so me tudi volili. Kar se mi zdi, to je zelo bistveno si zapomniti, ne, veste, moramo razumeti, da vsak kandidat na kakrtikoli volilni listi ni last politične stranke, je izdelana osebnost in on polaga račune še enkrat volivkam in volivcem. Ampak gre en stavek. Ja. En stavek. Tukaj vam je bilo rečeno, ko ste mu rekli, da so pred njim volitve, da mu rezultati kažejo slabo in da je očitno slabo to, da ga ni v Sloveniji. In kaj je rekel? Ne bom v Bruslu, tukaj bom delal. Ampak tukaj piše nekaj čist drugega. Dobro. Zato se pogovarjamo o kredibilnosti. In zato hočem, Takšne kaj pogodbe hočem... so iz stranke SDS znane, ne? Ne. Dobro. Ni Dobro, to. ne bo se tukaj prišlo skupaj. Samo pojmo, ampak rad bi samo podaril razliko prihodnosti. kredibilnosti. Ali pa še večkrat o prihodnosti? gremo naprej. Kakšno je vaše mnenje zdaj o tem? Ja, da je situacija še bistveno hujša, kot se jo želi prikazati. Gospod Macel, ki zdaj obtožuje neke stvari, ni bil sposoben obtožiti ali pa obsoditi ravnanja gospoda Goloba. Pa poglejmo samo ta argument 2 meseca. 2 meseca pred volitvami, pa če si kradu, če nimaš integritete, pa naj ne odgovarjaš, ampak pusti to volivkam in volivcem. Zakaj 2 meseca? Poznate pregovor, včasih srečaš usodo na poti, ki si so izbral zato, da bi se ji izognil. In točno to se je gospodu Golobu zgodilo. S svojimi pravnimi manevri, s plačanim dragim odvetnikom, ki ne vem, kdo ga plačuje, je dosegal to, da je njegov postopek pred KPK prišel ravno kdaj? V predvolilni čas. In zdaj sam uporablja argument, da ker je to v predvolilnem času, naj odločijo volivci. Zadeva je še hujša. 4 gospodje, ki ste bili na kosilu z gospodom Golobom, oprostite, on vas je rahlo opetnajstil. Povabil vas je na točno isti dan, kot je vedel, da bo KPK izdala odločbo. Zakaj? Zato, da si je dal figov list pred svojo integriteto, ki se je sesula v prah. In zdaj me neverjetno posluša ta festival zarečenega kruha strani tistih, ki so dobili veliko večino v državnem zboru, 41 poslancev, pa še 2 poslanski skupini, skratka največja večina v zgodovini Slovenije, ki je danes obrnila ploščo in to, kar je očitala drugim, da takoj, ko nastane sum, politik za integriteto more odreagirati in je v koalicijski pogodbi na začetku zelo jasno napisano, kako bodo vrnili institutu integritete in zaupanja v politiko domovinsko pravico, danes pa ravno v nasprotni smeri sami se zaklinjajo, da tega pa, ker smo pred volitvami, pač ne bodo upoštevali in bodo to odločali. Kaj pravite na ta izziv gospoda Logarja, da se ne upate povedati? Daleč od tega. No pa se upate, povejte. Daleč od tega. Absolutno obsojam vse takšne zadeve. Te zadeve mečejo izredno slabo luč na celotno integriteto slovenske politike in zaradi tega slovenski državljani zgubljajo zaupanje v slovensko politiko in vsako tako stvar obsojam. Ampak, ker ste me že glih navedli, koliko let vašega strankarske SDS članstva in kaj je vse tam SDS počel, pa niste enkrat obtožili ene stvari, ki se v tisti strank dogajala. Tako da ne meni govoriti o tem. Kako pa vi to veste? Pa še ena razlika je. Vi danes niste sposobni reči, predsednik vlade, gospod Golob je kršil integriteto, pika, dokončna pika, nesprejemljivo, mora bi odstopiti. Jaz sem pa naredil. Ja. Jaz sem pa izstopil iz stranke in ravno tudi zaradi takih stvari ustanovil drugačno stranko, ki ima tudi platformo in razmišljanje drugačno. Skratka, politika v imenu ljudi za ljudi. Ne pa zabranjene lastnih interesov. In prostite, če koalicija po taki zadevi, ko prvič zaseda, kot je predsednik vlade rekel, nima vprašanj glede integritete za predsednika vlade, ja to je pa nekaj hudo narobe s to koalicijo. Prostite, to je pa res nekaj hudo narobe. Samo spomnite se, in leta 2012 je po poročilu KPK vlada padla ravno zato, ker so koalicijski partnerji odhajali in ko se je neka druga zadeva, recimo Vizjakovo tretje jajc dogajalo, so tudi koalicijski partnerji saj javno izražali tu v tem studiu na Pop TV-ju nestrinjanje s tem, da lahko nek minister
minister ostane. Sam sem pa tudi takrat potegnil tiste poteze in to je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločil, da grem na svoje. Gospod Logar, ne vem, zakaj me štejete v to koalicijo. Ja, se ste z Levico, a niste? Ne vem, zakaj me šteje. Jaz nisem, Vesna ni del te koalicije. Potem pa lahko mirno rečete, gospod Golob, nesprejemljivo je. Lejte, kaj bom jaz rekel, je moja stvar. Ne morete zdaj ekskulpirati politike. Vi ste zdaj del vladne stranke, greste na volitve in lahko rečete, spoštovani, dokler bom jaz v tej koaliciji, če bo predsednik vlade obremenjen s korupcijskim poročilom, ki je dokončno, mi v takšni vladi ne bomo sodelovali. Spoštovani, jaz nisem lahko to rečete? Vesna ni del te koalicije. Prav? Pika. Gospod Feratović, pa gremo naprej, gospod Prebelič. Ja, najprej, da se vrnemo na KPK. Torej, mene skrbi, kaj pomeni zdaj to rušenje od te odločitve KPK, vsi te napadi na njih, kaj to pomeni za naprej. Torej, na nek način se ta koalicija trenutno zopet poskuša pozicionirati nekako v nek enoten blok proti Janezu Janši, to smo veliko poslušali in tudi na tem kosilu, na katerega smo bili vabljeni, sem jasno povedal, za vaše slabe rezultate ni kriv Janez Janša, krivo je vaše nedelo. To ste povedali gospodu Golobu. Tako. In zdaj v tem konkretnem primeru se moramo zavedati, seveda, da to rušenje pravne države, rušenje teh temeljnih antikorupcijskih postulatov, to nam bo škodovalo za naprej, ker se bo iz mandata v mandat ta standard nižal. Se pravi, takrat 2011-2012 se je še odstopalo, danes se več ne. Danes imamo tukaj neke kompromise, eni so tiho, eni dejansko sodelujejo v tem napadanju in dejansko mislim, da bi celotno koalicijo, vse te poslance moralo biti sram. Vsaj glede na to, kaj so zagovarjali pred volitvami. Gospod Kordiš, gospod Prebelič. Integriteta je vsebinsko vprašanje. A boš naredil to, kar si rekel, da boš, kar si ljudem obljubil, ali tega ne boš naredil. In v tem konkretnem vprašanju, kar je konkretno politično v tem trenutku na mizi, je to, a bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in a bomo ljudem zrezali te nepoštene položnice oziroma odtegljaje, ali tega ne bomo naredili. Zato je še 2 meseca časa in to je zame tako ta glavna metrika integritete. Na kosilu je bilo zmenjeno, da bomo dopolnilno zavarovanje ukinili še pred koncem tega mandata, zdaj bomo pa videli, ali se bo to zgodilo ali se to ne bo zgodilo. Sicer pa ne gre za 2 SMS-a, pa ne gre zgolj za odločitev KPK-ja. Kaj je konkretno vsebina, o kateri se pogovarjamo? Ja, o posegih predsednika vlade v delo policije. To je pač točka razprave. In tudi to točko razprave sam sodim vsebinsko, pa naj se KPK postavi tako ali drugače. Če je predsednik vlade Robert Golob posegel v policijo zato, da jo naredi spet nazaj profesionalno in razreši janšizma, da neha biti podrejena komandam iz sedeža SDS-a, potem je ravnal moralno pravilno, čeprav mogoče zakonito sporno. Če je posegel v kadrovsko delovanje policije zato, da postane enak kot je Janez Janša, zaščiti mogoče kakšnega svojega kriminalnega prijatelja ali pa karkoli takega, potem je ravnal pa zelo, zelo narobe. V takem primeru pa ne, da bi mogel odstopati, potrebno bi ga bilo zapreti. Ker politik, ki ravna na tak način s policijo, je nevaren za državo, je nevaren za družbo in je nevaren za demokracijo. Ampak v tej vsebini pa mi v tem studiu zelo, zelo težko sodimo, zaradi tega, ker te vsebine ne poznamo. Meni je pa še bolj nevarno, če lahko rečeš, da je, če je ravnal moralno, pravilno, pa če tudi ni bilo zakonito, da je to v redu. Meni se pa zdi to, kdo pa je tisti, ki ocenjuje, kaj je moralno, pravilno. Zakon je tisti, ki določa, zakon je tisti, ki določa, kaj se sme in kaj se ne sme. In kršitev zakona mora imeti enako posledico, če si bel, zelen, rdeč, črn, istospoln, kakorkoli. Enaka posledica. Zame to ni samo neko vprašanje zakonskih členov pa prav ali narobe. Zame je politično rokovanje s policijo tudi precej intimno osebno vprašanje. Zakaj? Socialisti smo trn v peti kakršnikoli oblasti v kapitalistični državi. Smo trn v peti tej vladi, ki nas ne mara, še posebej nas ni marala prejšnja vlada. In kaj se zgodi, ko je enkrat policija podrejena šefu te ali one stranke? Prej ali slej postane politična in začne preganjati politične nasprotnike. Po zaslugi Šutarjevega zakona zdaj to dejansko lahko počne. Lahko odira v stanovanja, lahko zasleduje ljudi po protestih, lahko jih tam sankcionira.
Lahko jih konec koncev spravi do aresta. Ne zato, ker bi naredili kaj narobe, ampak zato, ker nekomu politično niso všeč. In katero ime mislite, da je v takemu scenariju na vrhu seznama? Ni Vladotovo, ni tvoje, moje je. No, bistveno pri teh zakonih, ki so se spreminjali in to, kar je bilo zdaj izpostavljeno, je, da seveda država mora zakone izvajati. Vsi vemo, da v času tem 4 let bi lahko marsikaj že bilo postorjenega, pa ni bilo postorjenega. Tudi, kar se tiče romskega vprašanja, pa se pač to ni izvajalo. Torej, očitek, zakaj sem se jaz vključil v tekmo za te volitve, je bil zelo preprost. Imamo 1% gospodarsko rast, imamo 2,5% inflacijo, imamo velik finančni primanjkljaj ob popolni zaposlenosti, imamo težave v zunanji politiki, nakupujemo orožje in te stvari so bile tiste, ki so me nagovorili, da je treba nekaj postoriti in ustaviti to norijo. Treba je vrniti nazaj Slovenijo na tirnice. To so bili razlogi. Ne vem sicer, kaj je gospod Macer mislil, ampak to so moji iskreni razlogi, da to naredimo. Prihajam iz Bruslja nazaj zato, da se odpovedujem, kot je on povedal malo prej, evropski poslanski plači, zaradi tega, ker mi je mar za Slovenijo in ker moramo stvari postaviti na svoje mesto. Prihajajo zelo težki izzivi in zato predlagam naslednje. Moramo razbremeniti delo, da bo naše gospodarstvo konkurenčno, moramo se odpovedati vojaškim nakupom, moramo regionalizirati Slovenijo, da se bo tudi Zagorje lahko razvijalo hitreje, kot se razvije danes, pa se zdaj ni razvijalo tako, kot bi se lahko, ker teh zakonodaj nismo bili sposobni spraviti skupaj. Moramo narediti korak naprej na področju reda v državi, zato ker danes tega reda žal ni, saj sami tako lahko ugotovimo. In to je tisto, o čemer se moramo danes, poleg tega, da ustavimo gospoda Janšo na oblast, se vprašati tudi, kaj več od tega še ponujamo. To je tisto. Mi smo gospoda Janša, oziroma gospod Golob je gospoda Janša ustavil na oblast, ampak manjka vsebina. In to vsebino želim prinesti v slovenski politični prostor. Ja, lejte, kaj pomeni to slepo sledenje slabim predlogom in odločitvam predsednika vlade? Imam jaz tukaj zdaj dopis, obvestilo pacientom iz Splošne bolnišnice Brežice zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ne bi bila glavna reforma te vlade in ki pač je del, se vemo, tudi padel na Ustavnem sodišču, ne? Obvestilo podaljšanje čakalnih dob za vratne žile, UV, zgornjih vratnik iz 412 za redni postopek dni na 1000 dni. 1000 dni. Si vi predstavljate 1000 dni čakalne dobe za žilne bolezni, ki so drugače ene od največjih pogostih razlogov smrtnosti, ja, v naši starosti recimo, ne? In poglejte, kakšen je neposredni efekt tega, da koalicija tišči glavo v pesek za slabo smerjo te vlade in ne potegne ročne zavore takrat, ko bi mogla. Ampak mene pa zanima, gospod Logar, kaj vi mislite glede na to, ne, da ste se v bistvu po tej ugotovitvi protikorupcijske komisije, ne, da je Robert Golob kršil zakon integriteti, na nek način Robert Golob in Janez Janša v bistvu znašla na isti strani, ne? Golob uporablja v resnici enake besede, kot jih je Janša prej za protikorupcijsko komisijo, ne? Da gre tukaj za politiziranje. On se celo sprašuje, če ni KPK želela s tem unesti nemir v Slovenijo, če bi on odstopil. Ne? Po drugi strani pa je to isto govoril Janez Janša, oziroma Janšov SDS gre še korak dlje in pravi, če bomo zmagali na naslednjih volitvah, bomo ukinili KPK. Kako na to gledate in ali se strinjate s tem, da se KPK ukine? Tukaj sta se našla na skupnem bregu. Oba imata torej skupnega nasprotnika, KPK. Zdaj en jasno že pove, da ga bo ukinil, drug pa do tja ni še prišel, ker ima še zaenkrat koalicijske partnerje, ki mu držijo štango in mu ni treba to izreči. Ampak očitno je glavnima političnima silama v tem trenutku v interesu, da ni nadzora, da je slab vzvod, ki bi lahko vplival na to, da morda ugotavlja, torej da so nadzorni mehanizmi slabi. In edina rešitev je v resnici obratna, dati še dodatna pooblastila neodvisnim institucijam za to, da lahko ljudi ali pa politike prisilijo v samo omejevanje. Glejte, kaj pomeni, ko so neodvisne institucije pod vplivom politike in pod vplivom kapitala? Smo doživljali Zasavčani več kot 10 let. Kaj pomeni koruptivnost belih ovratnikov? Kaj pomeni v bistvu vplivanje na vse najbolj pomembne odločitve, kjer se največ denarja vrti? Se lahko pogovarjamo v primeru umeščanja NEK2, ne? In o tem, kako so se vsi skupaj zbrali in pravzaprav je bila Vesna prva,
ki je nasprotovala temu, potem pa levica. In mi prihajamo v politiko ne zato, ker smo zadovoljni s tem, kar se v tej vladi dogaja, še manj s tistim, kar se je dogajalo v desni vladi. Mi prihajamo s konstruktivnim željo sodelovati in izboljšati stvari na energetiki, v kmetijstvu, na okoljski politiki. In seveda je treba 1000 stvari popraviti. In korupcija je ena od tistih, ki daleč najbolj zavira dobro in normalno delovanje pravne države. Gospod Pregalič, potem V končujemo. zadnjih 4 letih in predtem smo lahko ugotovili trend naraščanja obsega sredstev, ki so podvržene korupciji. Zdaj smo na številki 3500 milijonov letno, poudarjam letno, izpari v naši državi. To so ogromna sredstva. To je zgrajeni 10 000 stanovanj vsako leto, ker tega ne nadziramo. Torej, predlog je jasen. Mi moramo okrepiti boj proti korupciji. Mi smo pripravili zakonodajni predlog, ki jasno definira preprečevanje, obravnavo in pregon in sankcioniranje. In jaz sem zelo vesel, da slišim te besede, jaz sem prepričan, da se bomo tudi hitro ujeli, ko bomo prišli v parlament, da bo naš predlog, kako obračunati s korupcijo v Republiki Sloveniji, hitro izvedljiv. Gospod Logar. Ja, zdaj, korupcija je res eno od glavnih problemov. Mene veseli, da veliko, vsaj za tem omizjem, malce manj mogoče za tistim omizjem en dan nazaj, govori o potrebi boja zoper korupcijo. Ta vlada je naredila kar nekaj nastavkov za večjo korupcijo in v naslednjem mandatu mislim, da je potreben nekakšen družben dogovor, da je to nekaj, kar moramo izkoreniniti. Ampak vse se pa spet začne pri integriteti politike. Gospod Kordiš. Integriteta politike, še tretjič na današnji večer, je vsebinsko vprašanje. V tem trenutku, ali bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali tega ne bomo naredili. Je bilo zmenjeno, da ga, a ga bomo, 2 meseca je še fore, mi socialisti imamo v zakonskem postopku zakon, ki to počne, potrebuje pa glasove politične sredine. To je pač čisto prva stvar. Druga stvar, ki jo želim povedati, je pa naslednja. Politični vpliv na policijo strani tega ali onega strankarskega šefa je nesprejemljiv. To ni hipotetično vprašanje, da se preganja politične nasprotnike. Nekaj let nazaj smo na slovenskih ulicah in trgih že videli zametek tega, ko so se kanistri solzivca in vodni topovi usmerjali v ljudi po politično-strankarskem navodilu, ne pa po profesionalni presoji policije. Jaz ne želim, da se tak scenarij ponovi, bodi si zaradi gospoda Janeza Janše, bodi si zaradi Roberta Goloba. Ljudje v tej državi si zaslužijo demokracijo. Ja, torej KPK je bila narejena namerno kot nek brezzobi tiger, torej brez pooblastil in to je definitivno treba spremeniti. V resnih državah je to resna institucija, ki zna in zmore preganjati korupcijo. Res številni primeri iz preteklosti kažejo na to, da se to pač ne spreminja pri nas namerno, da se gre za neko složno uničevanje te institucije. In ja, Pirati želimo unesti novo politiko, ki bo služila javnemu interesu, naredila državo transparentno in definitivno je treba KPK opolnomočiti. Najlepša hvala vsem, da ste bili naši gosti. Hvala za povabilo. Hvala lepa.